Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz Totega studia. To je Toti Live. In smo ga dočakali še en Toti Live v živo iz Totega studia. Matic Jeger, dober večer. Dober večer, jaz skoraj sem rekel dobro jutro, ker sem navajen. Ja, ker si navajen, ampak te je lepo imeti zraven, Matic, tudi v večernih urah. Seveda pa odlična glasbenica, vrhunska glasbenica, zaradi katere smo se tako zelo veselili današnjega večera. Tu je Ditka! Zdravo. Lepo, da si prišla k nam. Res smo z veseljem te čakali in seveda tvojo ekipo, povej, kdo sta fanta ob tebi. Nocoj. Ja, danes bomo za vas odigrali kratek koncert v zasedbi Ditka Trio, tako se poimenujemo. Fino, Ditka Trio. Kadar nastopamo skupaj z Gorazdom Čepinom na klaviaturah in spremljevalnem vokalu. Dober večer. In pa Jan Lužnik je na električni kitari in spremljevalnem vokalu. Zdravo, Jan. Evo, krasno. Zdaj vemo, kdo bo Toti Live napolnil z vrhunsko glasbo. Veliko vsega pravzaprav za povedati. Kljub temu, da si Ditka še mlada, lahko rečemo, je za tabo že dolga glasbena pot in zato, ker si zelo hitro začela. Ja, res je. Jaz sem v bistvu zelo hitro začela se ukvarjati z glasbo, zato je gotovo kriv moj oče Gorazd, ki je profesionalni glasbenik in jaz sem pač odraščala v glasbeni družini. Ko sem bila stara 9 let, sem napisala že svojo prvo pesem. Pri 7 letih sem se začela učiti kitaro. Ves čas smo pa doma poslušali veliko dobre glasbe in ta mi je dala tudi navdih, da sem v bistvu zelo hitro začela pisati svoje pesmi. Tako da ja, leta hitro grejo. Lani je bilo 15 let tvoje profesionalne glasbene kariere, če se prav spomnim. Drži, tako. 15 let, odkar sem na radijske postaje poslala svojo prvo avtorsko pesem. Takrat sem potem začela šteti ta malo bolj resna leta. Ja, sicer pa praviš, ne, že od malih nog glasbena družina. Kaj pa si recimo, ali pa koga si pa poslušala, ko si bila majhna? Kar veliko je bilo glasbenih izvajalcev, ki smo jih poslušali doma, večinoma angleško govoreče. Jaz se zelo spomnim, recimo Joe Cocker je bil eden, potem ena pač bolj moja vzornica Nora Jones, njene glasbe smo veliko poslušali. Od domačih pa naši koroški Adi Smolar, pa Milan Kamnik. Ja, evo, tudi Adi Smolar je bil nedolgo nazaj tudi tukaj na Totem Live z nami in fajn, ne, da Korošci pravzaprav radi pridete, zdaj vidim, in se imamo odlično tukaj v Totem studiu. Dobro, ker si že omenila tudi angleško glasbo, seveda danes bomo marsikaj povedali tudi o tvojem novem albumu, ki je tokrat v angleščini. Zakaj in kako o tem nadaljevanju, ampak vseeno bomo pa začeli z eno slovensko. Katera je prva, ki si jo izbrala za nocoj, Ditka? Kot prvo sem izbrala eno pesem, ki je meni osebno zelo ljuba. To je poezija Ferja Lanščka z naslovom Med nama je angel, ki je tudi naslovna pesem mojega 4. albuma. Izvoli. So tudi trenutki, ko skupaj molčiva, ta lepa tišina je polna nečesa, kar čutiva in si na tihem deliva. Želim si, da čas bi se nagin ustavil, da večno bi zrla v zgodbo brez konca. Želim si, da čas bi se nagin ustavil in sanje želja bi drug se svet sestavil. Velike besede so zdaj brez pomena. Med nama je angel, ki veze nebesa, ni mar mu za žalost in druga bremena.
Želim si, da čas bi se nekje ustavil, da večno bi zrla v zgodbo brez konca. Želim si, da čas bi se nekje ustavil i sanje želja bi drug se svet sestavil. Želim si, da čas bi se nekje ustavil, da večno bi zrla v zgodbo brez konca. Želim si, da čas bi se nekje ustavil i sanje želja bi drug se svet sestavil. Želim si, da čas bi se nekje ustavil, da večno bi zrla v zgodbo brez konca. Želim si, da čas bi se nekje ustavil i sanje želja bi drug se svet sestavil. Med nama je Angel in Ditka, bravo, Hvala lepa. vrhunsko. Je res vrhunska. Pravzaprav Ditka trio, ne moram reči, ker sta Gorazd in Jan tudi zraven. Tako ja, Ditka trio. Ditka trio. Moram zdaj, Gorazd, moram vas vprašati to, ne, ko je bila majhna, ne, pa ko so sosede hodile na kavo, pa tako, kot je to v lepi slovenski navadi, so rekle, a ta mala pa bo, sta male pa še... Ja, jaz bi rekel, takoj, ko je prvo pesem zapela, je zapela točno. Ne, in Ja. si že videl, da ima neki pač čuješ. No. To ste vi seveda kot izkušen glasbenik takoj slišali, ne, da je ta prava za to. Vse me lahko tikaš, ni problem. Dobro, Gorazd, v redu. Mi muzikanti se tikamo. Ne. Ja, dobro. Kaj pa pri nedeljskem kosilu, tudi samo glasba ali se tudi kaj drugega pogovarjate? Ne. Ali to fejs ločujeta? Ker načeloma profesionalno sodelujeta, pa ne tudi. To poskušamo ločevati. Ja. Imamo privat zadeve, da se druge stvari pogovarjajo. To se mi zdi kar pomembno, no, ker z očetom sva res veliko skupaj in Ja. na poti skupaj ustvarjava, skupaj snemava in je pomembno, da včasih potegneš tisto črto, tako da običajno, ja, ob nedeljah, ko se dobimo cela družina na kup, takrat ne govorimo o delu. No? Tako. Dotaknili se bomo nekoliko kasneje, potem še tudi sodelovanja s Ferjem Lajnščkom, ne, ki je definitivno zelo pomembno tudi za tvojo, Ditka, glasbeno kariero. Ampak glede na to, da bomo v nadaljevanju pa slišali dve z novega albuma, ne, torej dve angleški, marsikdo se je vprašal, ali bo Ditka zdaj torej prepevala samo v angleščini po novem. Ja, res je, marsikdo se je to vprašal. Odgovor je ne. Zato, ker vse skozi pravzaprav pojem v slovenščini in v angleščini. Res pa je, da je ta moj angleški projekt bil mogoče malce manj izpostavljen skozi prejšnja leta, čeprav kot zanimivost. Prva pesem, ki sem jo poslala v eter, je bila v angleščini. Ja, 2010 je bilo to. Tako, ne? drži. Spomnil, ja. In vse skozi sem pisala svoje avtorske pesmi v angleščini. To je jezik, ki mi je blizu. Že prej sem omenila, da sem kot otrok že veliko poslušala tuje govoreče izvajalce. Mogoče je bil to, v bistvu je pustilo en tak pečat, da sem v najstniških letih potem pričela pisati svoje pesmi v angleščini, povsem nenamerno. Ta jezik je pač v meni, rada ga imam, rada v tem jeziku pišem, pojem. Absolutno pa se ni treba bati, jaz se skozi pišem tudi v slovenščini oziroma izbiram poezijo naših najboljših pesnikov. Ja, in zagotovo bo še kaj novega tudi v slovenščini. Absolutno, že nastaja. Že nastaja, fino. Sicer pa
Definitivno pa je ena stvar, ne, da s pesmijo v angleščini morda na nek način lažje nastopiš ali pa tudi tekmuješ na kakih tekmovanjih, recimo v tujini. Tudi to ti ni tuje, ne? Si že tudi bila v tujini. Res je, ja. Kar nekaj mojih avtorskih pesmi je bilo nagrajenih na različnih skladateljskih tekmovanjih v Ameriki, v Angliji. Pred leti pa sem tudi zmagala na največjem festivalu za kantavtorje v Sofiji v Bolgariji. S svojimi avtorskimi skladbami. To so taki lepi uspehi, no, na katere sem ponosna. Ne, čestitam. Samo to bi vprašal, ko začneš ustvarjati glasbo, ne? Glede na to, da si zmagala na kantavtorskem festivalu, torej tudi besedilo in glasbo vse sama napišeš. Najprej glasba ali najprej besedila? Čisto odvisno. Ah. Ja, običajno pri meni nastaja kar oboje hkrati. Tako da vedno imam zraven kar kitaro, ko pišem kakšne verze. Ja, odvisno je, včasih se porodi kakšna melodija prej v glavi, no. Včasih se zgodi ta ideja za en vers, pa se ga zapišem, ampak najbolj pogosto pa kar hkrati. Dobro, fino, mi se veselimo torej tudi zdaj ta novega angleškega albuma, ki je od novembra, ne, že aktualen, torej ob tvoji 15-letnici kariere, ne, da rečemo, tako je izšel. In zdaj bomo slišali torej naslovno, ne, to je Fly Higher. Ja. In potem še eno bomo tisti, še kaj kasneje povedali, People, mislim, da bo še. Drži. Ok, dobro. Poslušamo torej, kako zveni Ditkin aktualni album v angleščini in dajmo zdaj naslovno slišati Fly Higher. Tukaj je Ditka Trio. Take one step back when I come too close, looking for perfection, although deep down I know there is no such thing as a perfect world. These are just excuses not to leave my comfort zone. Ooh, if I fly higher, oh, to risk to lose it all. What happens if a break comes through? What really happens when the dreams come true? There's a place I've known I've been dreaming about for so long. If I fly higher, what if leaving knows not better, but there's no way back home? What if I leave, I succeed and I feel complete? If my life changes forever, would I still be me? Maybe I'm not afraid to fail, I'm afraid to rise. Oh, if we fly higher, oh, to risk to lose it all. What happens if a break comes through? What really happens when the dreams come true? There's a place I've known I've been dreaming about for so long. Oh, if I fly higher, what happens
Bravo. Vrhunsko. Hvala. Ditka in pa Fly Higher, torej naslovna skladba, to je tvoj 6. studijski album že zdaj, ne? Če Ja. se ne motim. Če pa štejem še otroškega, je pa že 7. še Jaz jih preštel 7. Ja, ti rad poslušaš otroškega. Tudi, veš, ne? ja, pa tudi imam malega otroka, da se vse Absolutno. posluša. Lepo, ne. lepo. Fino. Dobro, torej odlično, ne? Še vedno zveniš tudi v angleščini, ni kaj. 11 pesmi, če se ne motim, je na tem aktualnem novem albumu Fly Higher. No, ena od njih pa je tudi People, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju. Morda povemo, kaj o tej pesmi. Ja, mogoče čisto na kratko, na splošno. Album 11 pesmi, ki sem jih res tako premišljeno izbrala in se nekako v svojih tematikah prepletajo. In če album tako res si vzamemo čas in ga poslušamo od začetka do konca, zraven vzamemo tudi vložni list, ki je priložen gramofonski plošči, na kateri je album izšel, lahko začutimo album kot neko celoto, kot neko zgodbo, kot neko popotovanje osebnostne rasti. In med drugimi se torej na albumu znajde tudi pesem z naslovom People, ki torej pripoveduje o ljudeh. Ljudje bi bil prevod. Ko sem pisala to pesem, sem pač razmišljala o tem, kakšni ljudje me navdihujejo, kakšnih se raje ognem, ker se mi zdi, da je v življenju pomembno, da se obdamo s pravimi ljudmi, ne, ki nas podprejo, da smo lahko najboljša verzija sebe. In to pesem sem danes izbrala tudi zato, ker se je na koncertih res lepo prijela. Ljudje so jo zelo vzeli za svojo, nekako so jo začutili. Fino, se že veselimo. Ditka torej in People. I don't like small talk with random people. I like long walks with those who think deeper. I don't like people with a shallow mind, but I like those who are truly kind. People inspire you, but people can't train you. People lift you up, but people can't hold you back. People would give you so much love, but be careful, they don't hurt your soul. You should meet people who will let you be the best version of yourself. I like people with an open mind, but it seems they're hard to find. I like those who care enough to stay, even when things are not going their way. People inspire you, but people can't train you. People lift you up, but people can't hold you back. People would give you so much love, but be careful, they don't hurt your soul. You should meet people who will let you be the best version of yourself. Yes, you know, sooner or later they'll show their true color.
stay or if you go. If you accept them and let it go. People, people, you should meet people who will let you be the best version of yourself. Točno to, kar potrebujemo, ta prave ljudi, ob katerih se dobro počutimo in s katerimi smo radi skupaj. Evo in sami takšni smo danes na eni in drugi strani našega radijskega etra, tudi v tem live koncertu. Ditka je z nami skupaj z Gorazdom in z Janom in slišali smo zdaj 2 pesmi z njenega novega albuma, ki je cel posnet v angleščini, torej Fly Higher je naslov albuma in prav naslovno in pa tudi People smo pravkar slišali. Fino, Vrhunsko. Ne samo, da je fino, vrhunsko. Vmes sem te gledal. Ne, Jaz uživam. Ja. Ker pravzaprav danes, saj ogromno je zunaj poslušalcev, ki poslušajo tudi live, ampak načeloma imamo pa ta privilegij, da igrajo nama, Ja. oziroma igrajo nama. Ker tak smo se pač v istem počutim, prostoru. Ja, fino. Zdaj se bomo še, preden skočimo v kratko pauzo, malo ustavili še pri tvojih slovenskih skladbah, seveda, ker smo rekli, malo bomo danes mešano, malo čisto ta nove, malo ta stare, ta prave hite, da tako rečem, ker definitivno je recimo Ne bodi kot drugi, to je pesem, ki jo takoj vsak poveže s tabo. Jaz sem prepričan, če kogarkoli v tej državi zbudiš sredi noči, pa reče ne bodi kot drugi, odgovori Ditka ali pa takoj prinesi mi rože. Ja, to je. Ta prvi vers je res udaren. Tako, absolutno. In zdaj pa je že, jaz mislim, da tudi pa tisti čas, da Ferija Lainščka in njegovo poezijo omenimo. Kako je prišlo, pravzaprav, da se spomnim malo do tega sodelovanja, koliko let že traja, ne samo sodelovanje, tudi prijateljstvo, lahko rečemo. Res je. Začelo se je prav s to pesmijo Ne bodi kot drugi. Ko jo je moj oče uglasbil, sva seveda potrebovala dovoljenje za avtorske pravice, tako smo v bistvu na čisto tako formalen način stopili v stik. Ja. In nikoli ne bom pozabila, ko je Feri poslal sporočilo, ko smo mu poslala tak demo posnetek te pesmi in je zapisal, po mojem skromnem mnenju je to najlepša uglasbitev in interpretacija te pesmi do zdaj. In to mi bo vedno ostalo. Kurjo kožoma. Ja, jaz tudi. In ja, v bistvu takrat se je začelo. Začetno sva potem posnela to pesem, malo potem smo se pa s Ferjem prvič v živo srečali na enem literarnem večeru pri nas na Koroškem. In takrat smo se tudi osebno spoznali in se mi zdi, da smo res tako v trenutku smo se našli kot ljudje. Takoj smo ugotovili, da nas vežejo enake vrednote, da imamo vsi radi to, kar počnemo. In takrat mi je Feri rekel, Ditka, če začutiš, lahko uglasbiš katerokoli mojo pesem želiš. In to je bila ena taka motivacija. Verjamem. In še isti večer, ko sem prišla nazaj domov, sem uglasbila pesem Ljubi me kot sonce sije. In potem se je samo nadaljevalo. In potem smo začeli skupaj nastopati. Najprej sem bila jaz gostja na njegovih literarnih večerih s kakšno pesmijo ali dvema. No, potem pa sva z očetom tako plodno uglasbljala njegovo poezijo, da so nastali zdaj že 4 albumi in potem smo to uglasbeno poezijo in brano poezijo strani Ferija prenesli tudi na velike odre kulturnih dvoran. Slovenska filharmonija je bil naš prvi razprodani glasbeno-literarni koncert in zdaj že več kot 10 let potujemo po Sloveniji, tudi čez mejo smo že nekajkrat nastopili in kot si rekel, ne samo sodelovanje, lahko rečem, prijateljstvo se je razvilo. Ne more biti lepše. To, kar pravzaprav človek rad dela, pa z ljudmi, ki so fajn, s katerimi se da tako fajn delati, to je to, kar človek rabi v življenju. Da se vsi talenti poklopijo, ne? Ja, res je. V bistvu je res privilegij, da najdeš takšne ljudi, s katerimi je tako enostavno sodelovati, ker pač se, kot rečeno, najdeš kot človek in se najdeš kot umetnik. In sem hvaležna, da je Feri prišel v moje življenje. Mislim včasih, da je bilo to kar namenjeno. No? In ja, z Ne bodi kot drugi pa se je vse začelo.
Absolutno in verjamem, številni naši poslušalci, poslušalke danes čakajo tudi prav to pesem, ker jo vsi imamo nekje v sebi, nekje v srcu. Pa jo dajmo zdaj poslušati tudi v živo na Totem Live. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, složi mi pesem s pisanim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cikane. Povej mi v sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to, zbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, kot drugi hitijo, povabi me v mesto, kot drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj se hrebenijo, postaje in vlaki. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Ditka v živo na Totem Live, ne bodi kot drugi, pesem, ki smo jo številni čakali ta večer, ki nas spominja na marsikateri lep dogodek in tako je tudi prav. Ditkina glasba je definitivno tista, ob kateri se počutimo prijetno, kadarkoli jo poslušamo. In zdaj zelo na hitro skočimo na pauzo, čez 2 minuti pa smo že nazaj in takrat bo glavno besedo imela ljubezen. Dobro, ok. Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz Totega studia. To je Toti Live. Matic in Andresa z vami, dober večer še enkrat. Dober večer. To je Toti Live in z nami tudi Ditka Trio. Tako. Lepo zdrav še enkrat, Ditka, Gorazd in Jan. Evo ga, zdaj smo torej rekli, da je čas za ljubezen. Glej, danes je slučajno je naneslo, da je danes Gregorjevo, ne? Ko smo na nek način se pogovarjali o datumu tega live koncerta, nismo imeli tega v mislih. Nismo razmišljali. Ne? Potem danes že slišim zjutraj to jutranjo ekipo, ki so ji ptički peli lepo, ne? So fez peli. O Gregorjevem. Stari, lep slovenski praznik ljubezni, lahko rečemo, in seveda mora biti za vprašanje, kaj pa tebi ljubezen, Ditka, pomeni?
Vse. Lep odgovor. Jaz mislim, da je ljubezen res tista edina sila na tem svetu, ki lahko premaga zlo v vseh pogledih in se mi zdi zelo pomembna na splošno v življenju, ne samo ljubezen do tvojega najdražjega ali tvoje najdražje, do dela, ki ga upravljaš, na splošno do življenja. Ne? Ko čutimo ljubezen, čutimo radost in samo takrat smo lahko res pomirjeni v sebi in tudi srečni. Hormonska slika je boljša pa vse, ne? Absolutno. Absolutno. Se mi zdi, že vsa ta leta, že več kot 15 let se tudi skozi tvojo glasbo, tvoje pesmi čuti ta ljubezen do česarkoli že, ne? Vsak najde tisto, kar čuti, ljubezen do kogarkoli ali do česarkoli skozi tvojo glasbo in zagotovo je pesem, ki jo bomo slišali kot naslednjo ljubezenska, ne? Ena, ki bo zdaj dala eno tako piko na i. No, bomo videli, ja. Ta je pa izpod peresa Kajetana Koviča. Krasno. Še enega vrhunskega slovenskega pesnika. Bravo. Poslušamo torej ljubezensko. Na svetu je mnogo dobrih ljudi in mnogo velikih otrok. In toliko malih neznatnih stvari in toliko dobrih rok. Živela je deklica, kdo ve kje, preveč širok je svet. Živela je deklica, kdaj kdo ve, tega je mnogo let. Na svetu je mnogo dobrih ljudi in mnogo velikih otrok. In toliko malih neznatnih stvari in toliko dobrih rok. Zmeraj nemirna, kako nebo, od prvi do zadnji zvest. Ujela je v svojo drobno roko še svojo in mojo povest. Na svetu je mnogo dobrih ljudi in mnogo velikih otrok. In toliko malih neznatnih stvari in toliko dobrih rok. Sredi sveta, kjer je mnogo ljudi in dvakrat toliko rok. In v ljubezni mnogo velikih stvari za dvoje velikih otrok. Živela je deklica, kdo ve kje, preveč širok je svet. Živela je deklica, kdaj kdo ve, tega je mnogo let. Na svetu je mnogo dobrih ljudi in mnogo velikih otrok. In toliko malih neznatnih stvari in toliko dobrih rok. Na svetu je mnogo dobrih ljudi in mnogo velikih otrok. Neznatnih stvari in toliko dobrih rok. In toliko dobrih rok. Bravo. To je bila ljubezenska, to smo potrebovali za nekaj ljubezni na Gregorjevo, zakaj pa ne, ljubezen vedno prav pride in o ljubezni vedno radi poslušamo tudi pesmi. Ja, spet se vračamo zdaj k novemu albumu, k angleškemu, torej, ki je izšel novembra in je trenutno tisti najbolj aktualen. Slišali smo že Fly Higher, slišali smo People, katera recimo izmed 11 teh je še takšna, ki bi jo pa mogoče za nocoj izbrala? Ja, pripravila sem še 2, ne vem koliko imamo časa. Nekega še imamo, ja. Okay. Ja. Matic začne spet zjutraj, ob 5:30, tako da še. Aha, ok. Če še,
Če jaz rečem, da imamo dovolj časa, pol ga imam. Verjetno se jaz prvi vstanem zjutraj ob 4. Evo, izbrala sem dve, torej bomo odigrali obe skupaj. Z veseljem. In prva je Delight, to je pesem, ki je tudi prva na albumu in je ena najstarejših, no, ki sem jih napisala že kar nekaj let nazaj. In je to pesem, ki se dotika perfekcionizma in kako nas lahko ta tudi omeji. In ni vedno enostavno živeti s preveč perfekcionističnim umom, ampak ja, z optimistično noto, da je vedno seveda luč tam, ki jo lahko najdemo in stopimo iz tega začaranega kroga. No, je rekla, luč je pokazala na mene. Teda. Evo, le, to se je avtomatsko zgodilo. Pod lučjo sediš. Ja, samo to. Ja. Sicer pa ja, The Light, torej, ki je po kar nekaj letih zdaj, da tako rečemo, luč sveta ugledala pod številko 1, torej na novem aktualnem albumu Fly Higher. Ditka. Everything was fine, living my life line by the line. I never thought I could miss this road. I thought I was doing okay, never missed a sun walking along this way. I never thought I could lost myself in a crossroads. Here I stay in the middle of nowhere. Something is screaming inside of me. Is this really my reflection of how the world wants to see me? I'm searching for the answers to all of my questions. I'm looking for the clue to help me find my own way again. Can you please help me get my life back on track? I want to see the light again. I want to see the light, the light, the light. I was certain in myself that I saw a stranger in the mirror. Everything I've ever done just lost its beating. I just wanted to begin. What is love? What is life? I think I've just lost my sight. Who am I? Who have I become? Here I stay in the middle of nowhere. Something is screaming inside of me. Is this really my reflection of all the world wants to see me? I'm searching for the answers to all of my questions. I'm looking for the clue to help me find my own way again. Can you please help me get my life back on track? I want to see the light again. Ooh. I want to see the light, the light, the light. I know there's a place I'm supposed to go. I know there's still a chance for me to grow, to find myself, to trust my heart again. I'm searching for the answers to all of my questions. I'm looking for the clue to help me find my own way again. Can you please help me get my life back on track? I want to see the light again. Ooh. I want to see the light, the light. I want to
In je rekla, luč naj bo. In smo slišali Delight, bravo. Ditka trio z nami danes v Totem Live na Totem Radiu in tudi Delight je bila torej iz njenega novega albuma, ki je cel posnet v angleščini z naslovom Fly Higher. Vrhunski komadi, vrhunske pesmi. Sicer pa tvoja, si profesionalna glasbenica, ampak tvoja druga profesionalna pot, se pravi tisto, za kar si se izobraževala, pa ni bila na področju glasbe ravno, ne? Res je. Evo, spet je krivec, moj ata Gorazd, ki me je vedno usmerjal, da naj iščem tudi še druge interese, da mogoče pač ne grem študirati glasbe, da mi glasba ostane hobi. Seveda je govoril pač iz izkušenj, ker ve, da biti profesionalni glasbenik ni ravno najbolj enostaven kruh, še posebej z avtorsko glasbo. Ampak sem mu hvaležna. Šla sem študirati na zdravstveno fakulteto, delovno terapijo, pridobila zelo lepa in uporabna znanja. Sicer nisem nikoli poklicno šla v to smer, ampak sem pa vesela, da sem imela to izkušnjo in tudi ostajam še vedno v stiku s stroko na različne načine, ves čas se tudi dodatno še izobražujem, tako da ni bilo za manj. No, ampak se to tudi čuti v tvojih pesmih, ker če si delovna terapeutka, ne imaš ogromno stika z ljudmi, torej moraš imeti rada ljudi. In prej smo že slišali pesem People, pa tako. Se mi zdi, da so vseeno... Vse so tiste, da ima vsak poslušalec ima občutek, da nas imaš rada. Ja, točno to. Ja. Točno to. Vse vas imam. Hvala, Andrej. Jaz bi rekel celo v tem trenutku, da je to, da si pravzaprav še vedno nek fenomen, kar se tega tiče v našem slovenskem glasbenem prostoru. Ne? Ja. Res. Wow, najlepša hvala. Jaz verjamem, da ne samo, da mi dva z Maticem to zdaj čutimo, ker smo skupaj v tem studiu, ampak tudi naše poslušalke in poslušalci, ki nas poslušajo doma v avtu, eni še v službi, kjerkoli že ste na Totem Live. Še imamo čas. In še bomo eno angleško zdaj, ne? Tako, izbrala sem še pesem z naslovom Meet Me Halfway, ki tudi pripoveduje pravzaprav o odnosih in spet na nek način o ljudeh. Kako pač včasih nismo na neki isti valovni in drugega ne razumemo. In ni res, da ti nimaš prav, da jaz nimam prav, a ne, samo nisva nekako usklajena. In razmišljala sem, kako bi bilo, če bi se pač srečali nekje na sredini vedno, a ne? Ja. In ne bi bilo tisto, jaz imam prav. Kompromisi torej. Tako. In bi lahko nekako lažje pluli tudi v komunikaciji. Krasno, v časih, v katerih živimo, je to izjemnega pomena in naj le vsi tisti slišijo to pesem, naredijo morda, tudi če vsak naredi na tej polovici pol koraka nazaj, ne, pa pridemo potem na pravo točko. Meet Me Halfway, Ditka trio danes z nami na Totem Live. It's like walking in a desert, waiting on a rainy day. My fragile heart's exhausted, waiting for you to say that you're ready to meet me halfway. I know sometimes I'm hard to understand. You'll never know what's going on inside my head. So many thoughts, they only exhaust me. But I'm a harmless soul, can't you see? It's like walking in a desert, waiting on a rainy day. My fragile heart's exhausted, waiting for you to say that you're ready to meet me halfway. It seems like you're not even trying to come along. Whatever I say, whatever I do, you just take it wrong. Fighting, screaming like you don't know me at all. That I'm just as delicate as a doll.
It's like walking in a desert, waiting on a rainy day. My fragile heart is exhausted, waiting for you to say that you're ready to meet me halfway. Fighting, screaming like you don't know me at all. But I'm just as delicate as a doll. It's like walking in a desert, waiting on a rainy day. My fragile heart is exhausted, waiting for you to say that you're ready to meet me halfway. Še ena z enega aktualnega albuma Fly Higher, Meet Me Halfway smo poslušali in Ditka, zelo prijetno. Vrhunsko. Ja, res. Smo zelo veseli. Si pa prej rekla, ok, zdaj album je nov in poln je novosti, ki jih zelo radi poslušamo. Si pa prej že tako vmes, ne, med vrsticami tu rekla, brez skrbi, tudi nekaj slovenskega že nastaja. Tako. Torej je v pacu. Ja, in Je. radijski voditelji se hitro obesimo na take Ja, informacije. Če sem čisto iskrena, imam že skoraj pripravljen naslednji album glasbene poezije Ferja Lajnščka, ker tudi medtem, ko sem ustvarjala ta album Fly Higher, sem takole vmes tudi pisala glasbo na poezijo Ferja, ker Ferji ves čas piše in ves čas je kaj novega na zalogi. Ja. Lahko pa povem, da tudi načrtujem izid novega singla že zelo kmalu, zdaj na pomlad. Tako da absolutno materiala je dovolj in se veselim, da ga bom kmalu delila z vsemi vami. Absolutno, vedno dobrodošla pri nas na tem radiju, kakor hitro bo kaj novega. Hvala. Pridi, bomo predstavili, bomo vrteli in uživali ob tvoji odlični glasbi. Ljubim te, ljubim ljubezen bomo poslušali zdaj, če se ne motim. Ne? Tako. Ta je tudi ena taka zelo znana tvoja, lahko rečemo. Kaj lahko o njej povemo? Ja. Preden da gremo na Ljubim te, ljubim ljubezen, prejle sem želela dodati še to, ker sta danes z mano Jan in Gorazd. Ja. Ona dva sta mi pomagala ustvariti album Fly Higher. Pravzaprav mi smo ga naredili, jaz kot avtorica glasbe in besedila, ona dva kot avtorja aranžmajev. In sem res tudi na njo zelo ponosna, ker sta mi prisluhnila, da smo lahko torej ustvarili tak album, ki sem si ga želela. To sem želela dodati še. Delo čudovite, uigrane ekipe, ki jo lahko imamo danes. Zgleda tudi si tukaj. dobra šefica, ne? A nista pri ustvarjanju, pa ok, zdaj pa dovolj, ne gremo s tabo več nikamor. Tako da prav. Ne upam vprašati, kakšna sem. Ja, zdaj pa sem jaz hotel to Gorazda vprašati. Je šefica, ko se gre za ustvarjanje glasbe? Ne bi glih rekel šefica, no, ampak v bistvu vsak dan neki svoj dela, ne, včasih se tudi ne strinjava, ne, ampak vedno rešiva, tako da zadeva teče. kot Fino. mora. Fino Ko še se, dobro. ko se ne strinjata, kak fej se ne strinjata. Tak. Pa, ni, to gre bolj za debato. Ne, Aha, ok, ni. dejansko. Ni, da bi papirji pa note leteli. Ja, 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 ja. Ne, ne, To hvala ni, Bogu. to ni. Ni. Hvala Bogu, vse iz glave špilam. No, evo, zdaj pa če se vrnem na pesem Ljubim te, ljubim ljubezen, Voli. res je. To je še ena, ki kar postaja en tak hit, lahko rečem, zato ker je ena tistih, ki jo poleg Ne bodi kot drugi zelo radi moji poslušalci in poslušalke zapojejo z mano na koncertih. Res je. To je tudi pesem, naslovna pesem naše glasbeno-literarne turneje, ki smo jo izvedli med koncem leta 2024 in leto 2025, torej skupaj s celim bendom in Ferjem smo potovali po Sloveniji z namenom, da širimo ljubezen. Ker ta pesem pa tako res neposredno nagovarja to čustvo.
Širimo jo zdaj, jaz sem takoj za to. Izvolite. Ljubim te, ljubim ljubezen, kjerkoli že si, karkoli kiraš. Ljubim še tvoje začetke in konce, še najbolj pa ljubim, takrat ne odnehaš, ko gledaš med zvezde, ne vidiš vesolne praznine. Bogove in njihove sanje, ob tebi širivne so duše, kdaj polne topline. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Ko prvice koga dotakneš, si mlada kot jutro in srečna. Mrtvim odhajaš, še zmeraj smehljaš se, saj veš, da boš večna. Ljubim te, ljubim, saj vem, da življenje je čarna posuta. Mnoge se zgodbe končajo drugače, kot hoče usoda. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Da slišiš molitve, a bolj so ti všeč serenade, obljube odpirajo okna in vrata, še kakšna čudna, ravno čedna, iz globin se prikrade. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Bravo! Ja. Aha. Ljubim te, ljubim. Ja, to si bom danes že pel, ko se bom peljal domov. Ja, ja. Zagotovo. Da ne boste kmalu štirje, veš kaj mislim. Ne? Ne bomo. Ja, fino. Prav je, da smo tudi z ljubim ljubezen pri kom od naših poslušalk in poslušalcev kakšne lepe, prijetne občutke zdaj prebudili. Sicer pa to je to, kar smo danes že večkrat povedali. To je Ditkina glasba, to so Ditkine pesmi, ki nas definitivno vedno spomnijo, da brez ljubezni pač enostavno ne gre. Preden bomo slišali še zadnjo pesem za danes, to bo Ne bodi kar nisi, pa seveda absolutno moramo še malo vseeno vprašati, Ditka, te bomo lahko kje tudi videli v živo, kje tu v bližini so, kakšni načrti za kakšne nastope, koncerte, že je kaj v planu? Ja, ves čas se nekaj sestavlja. Ja. Tako da zdaj prav točno v Mariboru za enkrat ne. Ampak me pa čaka kar nekaj koncertov že zdaj. Že prihodnji teden igramo s celim bendom, oziroma ne kot duet, jaz in moj oče Gorazd. Aha. In pa Feri bo z nama v Domžalah. Krasno. Potem nas čaka koncert v moji domači občini na Prevaljah 24. marca. Nadaljujemo pa čez mejo v Avstriji, v Pliberku. Tam pa bomo v bistvu predstavili cel album Fly Higher, ta bo v spredju s celim bendom. Potem smo v Ljubljani, potem pa še kje in še kje, čisto na pamet, pa ne vem celega. No, No, vsaj jih tako dosti veš, ne? Ja. Ampak gotovo bomo tudi na Štajerskem, ker res vedno radi pridemo v vaše konce. Tako da upam, da kmalu.
Dobro, z veseljem. Javi prej, ne, da bomo vedeli in da se še prej dobimo spet tudi v tem studiu. Pesem, ki jo bomo danes slišali kot zadnjo, torej Ne bodi, kar nisi, je ena od tistih, ob kateri boš zdaj na ukulele zaigrala. Ja, to je pa v bistvu, to pesem je uglasbil in seveda zaranžiral Gorazd in si namesto kitare zamislil ukulele, tako da sem se mogla naučiti ta komad. Ne, sej mi je zelo všeč tudi ta inštrument, tak zelo priročen je, majhen, simpatičen. Ja, in pa še ti moram reči zdaj, tisti, ki boste tudi posnetek gledali na našem YouTube kanalu, ste seveda vabljeni, da prav lušno Ditka zgleda tudi s tem inštrumentom. Ne, ukulele, Matic, za tebe mogoče je premajhen inštrument. Mogoče je res, ja. Kako si se počutila danes tukaj pri nas, na Totem, oziroma vsi trije? Je okay? Sem skoraj pozabila, da smo v etru. Odlično. Temu so Toti live koncerti tudi namenjeni. Skratka, hvala lepa vsem trem, da ste si danes vzeli čas, da ste nam pričarali ta nepozaben večer, ker smo slišali, da ste tudi sicer skupaj, ne samo tako na odru, ampak tudi kot ustvarjalna ekipa. Vam seveda želimo veliko takšnega navdiha, ki zdaj traja, naj samo traja. Dobro. In se veselimo seveda zdaj novih pesmi, tudi v slovenščini, ki prihajajo kmalu, ki bodo zbrane že na naslednjem albumu, kot je povedala Ditka. Se mi zdi, ne bodi, kar nisi, ne? Pa je kar ena taka prava, ne? Ki nam tudi da misliti, ne? Ker ko si bila stara 9 let, takrat leta 2002, pa si napisala prvo pesem V deželi mojih sanj, je bila to, ne? Jaz mislim, da so te sanje zdaj kar resničnost v glasbenem smislu. Kaj praviš? Res je, res. Mislim, da sem takrat to nekako čutila, vseeno. Nisem še vedela, v kakšni obliki se bo zgodilo, ampak tako kot se je in tako kot se odvija, sem res izjemno hvaležna in se ti zahvaljujem za te želje, da bi bil navdih ves čas prisoten, ker se mi zdi, da to je ključno. To nas drži po konci in nas motivira za naprej. Fino, hvala lepa vsem trem. Zaključili bomo torej z glasbo, tako je tudi prav, Matic, hvala lepa tudi tebi. Ja, ni zakaj. In kmalu dobro jutro. Ja, kmalu, ja. Ok, in za konec tega nepozabnega Totega live večera, torej Ditka trio in Ne bodi, kar nisi. Izvolite. Res ni mogoče, razum mi opušča, srce pa ga noče, ga sploh ne utišam, saj vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, a vendar ne boje, ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne mar mi za norme, pa vsa ta pravila, ničesar ne rabim, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla me vaša resnica. Vsi nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem v sanje, želim le ljubiti, v svet je izložba, bleči se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Ni mogoče, srce pa ga noče, ne, ga sploh ne utišam, saj vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže. Brez veze, a vendar ne boje, ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi,
ka nisi. Ne bodi, ka nisi. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ničesar ne rabim, ne. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, a vendar lepo je, ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi. Ne bodi, ka nisi. To je bil še en. Toti Live. Če ste ga zamudili, ga najdete v naši avdio špajzi na totiradio.si.